na obrobju. Gospod Potočnik, vi prihajate iz Maribora. Povejte mi, glede na to, da ste iz vzhodnega konca, se počutite malo na obrobju, ko prihajate v Ljubljano, v center? Hvala za vprašanje. Vsem dober večer in hvala za povabilo. Ja, včasih je tega občutka kar nekaj. Prvič sem presenečen, hodil sem v Ljubljano predavati redno 30 let na teološko fakulteto, tu zgoraj, pa tukaj sem. In zato mi je recimo zelo zanimiv podatek, da je 60% Ljubljančanov še nikoli ni bilo v Mariboru. Ne. Ja, to je podatek, ja. Morda pretiravam, pa 40, 60, kakorkoli, tam okoli polovice. Ne. Malo pa je Mariborčanov, ko ne bi bili v Ljubljani, in znano je, da je pot iz Ljubljane do Maribora precej daljša kot v obratni smeri. Ne. To se pravi, spomnim se na začetku naše samostojne države, ko smo imeli tudi eno takšno okroglo mizo o regionalizaciji, kako smo poudarjali, kako pomembno je, da Slovenija dobi regije in regionalne centre, ki bodo lahko tako parirali, če po domače rečem, s centrom oni strani meje, potem, ko ne bo več evropskih meja v tedanji obliki. Ne? In sicer bo Maribor pritegnil na sebe Gradec, potem Novo mesto bo tam močnejši milijonski Zagreb, na Primorskem, ne, Koper vis-a-vis Trsta bo v težavah in Nova Gorica vis-a-vis Gorice. Tu na Gorenjskem je morda malo sreča, da so Karovanke vmes, ne, in tako da je bolj zavarovano in velikokrat čutimo to, da je res veliko stvari odvisno vse od Ljubljane, pa potem recimo koliko so tu plače višje, tako kot da Ljubljana ne bi bila del ostale Slovenije ali pa Ljubljana in ostale Slovenije. In takrat smo rekli, če ne bo tega postavitve, take ureditve, potem bo Ljubljana s časoma postala glavno mesto, ki bo imelo vpliv, tisti neposredni vpliv od Postojne pa do Trojan. Ne. To se pravi provincialno mesto, ne pa glavno mesto Slovenije. Tako da morda v tej zgodbi malo čutite, ne, kako so ta vprašanja občutljiva, pa če smem, lahko dodam še eno obrobje kot duhovni pomočnik, kamor hodim kot duhovnik ob nedeljah in praznikih pomagati na župnijo, to je tam ob Dravi, Brezno in Gore Remšnik ob meji. Tam so se pa, hvala Bogu, razmere po osamosvojitvi precej spremenile, ker prej so živeli res na tisti meji, z graničarji, kot se je reklo, na robu in zelo težko, v težkih razmerah. In ena podružnica naše župnije je takšna, da je šla meja, državna meja naravnost čez polovico cerkve, čez cerkev, tako da je bila na levi strani avstrijska zakristija, na desni pa slovenska. Ne? In tam zdaj čutimo recimo blagodat nove ureditve, tako da ja, na nek način lahko pozitivno odgovarjam na vaše vprašanje. Res prihajamo v določenem smislu iz obrobja naše države. V želji, da bi se po besedah Frančiška pojdite na obrobje, se pravi, da bi se odstotek tistih, ki grejo tudi na obrobje, zmanjševal. Hvala. Gospod Škamperle, vi pa ste tržaški Slovenec in se nekako že od malih nog, ko ste prišli v Ljubljano, potem v času študija, pa ko se vračate v Trst, povejte, te vaše izkušnje obrobja, ste se kot Slovenec, kot posameznik čutili kdaj, da ste mogoče odrinjeni na ta obrobni del nad Trstom? Ja, dober večer, lepo pozdravljeni. Res je, prišel sem v Ljubljano na študij v začetku 80-ih let.
Ampak sem se vživel, meni je Ljubljana lepo mesto. Ljubljana pa zlasti ta del do gora, do Gorenjske, mi je blizu, se dobro počutim. Ljubljana ima to srečo, tudi da je fizično nekje na sredini slovenskega prostora. Trst je na robu, res je. Mogoče bolj kot to rob, središče, sta to dve mesti, če pa rad hodim v naravo, sem rad tudi v mestu zaradi načina življenja in sta dve mesti, Trst, Ljubljana, ki sta različni. Trst je bolj podoben reki ali pa in ju je težko za slovenskega človeka, ki se počuti domače lahko v obeh, ju živeti hkrati skupaj. In zato sem potreboval nekaj časa in danes sem vesel obeh mest. Torej, dobro se počutim v Ljubljani, v vseh letnih časih, tudi ko je megla, ker je novemberski čas, letos je bil zelo lep. Seveda, rad grem pa tudi na Primorsko, Postojne na zahod, ko se odpre drugačna atmosfera, mi pa tudi del mene in zelo tudi intimno blizu, tako da ju imam rad obe mesti. Gospod Možina, vi se pri svojih dokumentarnih oddajah pa pri svojem delu velikokrat srečujete s temi ljudi z obrobja. Mogoče jih iščete ali do vas nekako prihajajo. Od kje to? Imate to že od malih nog, da se radi držite kakšnih obrobnih tem ali obrobnih stezic? Dobro večer tudi v mojem imenu. Mogoče malo bolj paradoksalno vprašanje, delno tudi odgovor na tisto, tudi, kar ste vprašali že moja predhodnika. Nekaj je gotovo na tem, s to razliko, da sicer res prihajam nekako vsaj pojmovno z obrobja, iz Vipavske doline na Primorskem, z enega kmečkega okolja, z vasi, ampak se, tako če dobro pomislim, pravzaprav bolj obrobno ali pa na obrobju počutim v Ljubljani, na svojem delovnem mestu, v duhovnem smislu in tudi v praktičnem smislu pač tistega, kar počnem, ne, je na nekem smislu margina in tudi ljudje, ki so nastopali in še nastopajo v teh mojih oddajah, so po večini zanimivo, ja, ljudje z obrobja. Odkje je iniciacija za tako početje? Nisem nek pravičniški tip z neko zveličavno vizijo, ampak očitno se je zgodilo tako zaradi vzgoje, tudi zaradi mogoče tisto, kar ste rekli od mladih nog, ker sem, ko sem imel mlajše noge, bral določeno literaturo, slišal doma stvari, ki so še danes mnogo kje tabu. Bral literaturo, zaradi katere sem zadnjič pravzaprav gotovil, je Drago Jančar sedel, jaz sem tako to bral kot osnovnošolec, kot dijak, smo pač imeli to doma. Tako da tukaj je bilo neko zanimanje za tiste, ki so bili zamolčani, ki so bili zanikani, ki so bili poteptani, se pravi za neko šibkejšo skupino, tako da sem večino časa, tudi v poklicnem smislu, prihajal v konfrontacijo z različnimi centri moči, ki so mi pač to delo poskušali ovirati, preprečevati, čeprav so bile pa tudi svetle točke in svetli trenutki, ko je prišlo do nekih odrešujočih spoznanj, žal pa niso bila tako trajna, kot bi si želel. Hvala. Gospod Potočnik, vi kot duhovnik se ukvarjate z različnimi stvarmi, tudi prihajate v stik z ljudmi, imate različne župnije. Povejte, razlika med živimi občestvi pa ranjenimi občestvi, po vašem mnenju, katerega več imate, s čim se bolj ukvarjate, komu dajete večji poudarek? Morda bom malo popravil vaše vprašanje, ker se mi zdi, da tudi živa občestva so ranjena. Ne? Se mi zdi, da ni občestva, ki ne nosi v sebi določenih ran, če bi rekel tako, da je popolno, ne? Da je čisto zaceljeno, ne? Da niti sledu ran ni več, ne? Tega pravzaprav ni nikjer, na to upamo šele on stran. Ne? In to se pravi, tudi živa občestva nosi v sebi določene rane in seveda je pa verjetno kar ne samo težko govoriti o njih, ne, tudi govorenje, pa misel na to že lahko boli. Ne.
ampak jih verjetno živimo eno takšno življenje, da jih tudi precej skrivamo, prikrivamo. Rajši v tem svetu se pokažemo drugačni, bolj uspešni. Ja, težko je pravzaprav vsakemu človeku potrkati nekam pa reči potrebujem te, ne zmorem sam, to se pravi, sem nemočen. In tako da v tem mojem premisleku, ko so pač srečam ranjenost ljudi in povezav med ljudmi v tistih različnih segmentih, pač recimo vedno takrat, ko določene človekove osnovne potrebe, bi lahko rekel, niso izpolnjene, niso zadovoljene, pa naj gre za telesne, za fizično plat življenja, naj gre za psihološko stran življenja, naj gre za socialno in ravno tako tudi v duhovno. Na vseh teh treh stvareh se kot duhovnik, pa kot človek, pa ne vem, kot raziskovalec, kot družboslovec, vedno znova in znova srečujem tem. In se mi zdi, da vrednost takšnega večera, kot je nocoj, pa papeža Frančiška, ki nas na to opozarja, je ravno v tem, da to ne bi pozabili, da ne bi teh stvari spregledali v tem svetu, in da bi to videli, da bi to znali zaznati, da bi imeli čuteče srce, in da bi videli ne samo z očmi, pa z pametjo, pa kje prebrali, ampak tudi nekako srcem. In to se mi zdi. A mogoče lahko naštejete nekaj teh ranjenih občestev, tistih, ki jih vi opažate pri svojem delu? Ja, če pomislim recimo na župnijo, se srečujem z ranjenostjo nas vseh v spovednici, z občutji krivde, z neodrešenostjo. Potem, ko pogledam malo naokoli po kroka, se srečuješ recimo najpogosteje z ranjenosti v družinskem življenju, ko recimo gredo otroci na stran pota, zasvojenost, odvisnosti, tega je veliko. Predvsem pa, seveda, če se družina oziroma zakonska zveza bankrotira, če se razruši, in tu je veliko ran in bolečin in navadno so otroci največja žrtev ali pa tudi bivši partnerji, in tu je zgodb še in še. No, na župniji, kjer sem, na podeželju bolj tega, hvala Bogu, ni veliko, pač pa v mestu Mariboru ali pa kaj se pa s tem človek nenehno srečuje. To recimo, kar mi zdaj pride na misel najbolj neposredno, v čemer si pravzaprav dan za dnem v stiku. Tudi v Rimu je potekala posvetovalna sinoda, kjer so spoznavili te razmere pa težave, ki se dogajajo, ki se pojavljajo v družinah, v teh novodobnih družinah med zakonci. Pa tudi so različne zakonske zveze. Kaj vi menite o tem? Samske ženske, samske matere, samohranilke, mogoče ločenci, ko se par razide, pa potem nadaljevanje, kako vi spremljate, kako vi pomagate tem ločencem, mogoče vdovelim? Imate kakšne programe, je tega veliko? To se pravi, če pomislim zdaj samo na sinodo, pa na zaključni dokument, ki se mi zdi zelo dober, na 15 straneh, nekaj čez 60 členov, in prvi del, zanimivo, ko takole je sestavljen, da govori o situaciji, analiza situacije, zelo kratko, recimo enih 7 točk, niti 1/10 dokumenta, ki mu dajo ti sinodalni očetje naslov videti, oziroma ne videti, navadno smo rekli videti, potem premisliti in delovati. To je stara, med vojnami se je ta metoda že uveljavila tudi v pastorali, tudi v cerkvi in raznih gibanjih. Tukaj pa namesto videti dajo naslov slišati, prisluhniti. In to se pravi,
je en novi poudarek v tem, da je treba človeku, vsem tem ljudem, tistim, ki so bolj ali manj ranjeni ali karkoli, tudi tistim, ki gre dobro, prisluhniti, slišati, videti in slišati, se pravi, zaznati. Zdi se mi, da je to tudi zato, ker je tudi vera iz poslušanja najprej. Ne? Najprej prisluhniti in to je program cerkve in vsakega duhovnika. Samo seveda, ko sem študiral psihoterapijo, sem bil presenečen, da so nas eno leto najprej vadili aktivno poslušati, ne? Res slišati, s celotnim bitjem se odpreti in se osredotočiti na sporočilo tistega, ki je pred teboj. Ne? In mislim, da to ne znamo, da je nas veliko gluhih in slepih in tako naprej. In to je, pa bi lahko rekel, ena splošna ranjenost. No in ko ta prvi dokument apostrofira te situacijo družine v današnjem svetu, tudi v modernem svetu, potem v drugem poglavju upre pogled v Kristusa. Kaj evangelij družine govori o družini. In tretji del, ki je najdaljši, je pa potem konfrontacija, prav konfronto, rečejo v originalnem jeziku, med prvim in drugim delom, to se pravi, iz tega pa izvira potem praksa, pastoralna praksa, do vseh oblik družinskega življenja. In predvsem se mi zdi, da je tukaj nov stil cerkve do družine, predvsem, da bi družina postala subjekt, to se pravi, da ji prisluhnemo, da ona marsikaj reče, in na drugi strani pa veliko spoštovanje tudi celo se ne strinja, recimo dokument z istospolno usmerjenimi, vendar poudari, zaslužijo vso spoštovanje in tudi druge oblike družinskega življenja. In se mi zdi, da že ta prvi dokument kaže marsikaj, sem rekel, nov stil odnosa, nov veter, tudi iz tega pa bodo izvirali tudi novi načini od priprave na zakonsko in družinsko življenje, potem pa predvsem spremljanje družinskega življenja. Pa mogoče še eno vprašanje, ko ste govorili o teh bolečinah, da je veliko bolečin na terenu, s katerimi se srečujete. Kako vi kot duhovnik pomagate tem ljudem, da to bolečino transformirajo, a jo lahko in s kakšno pomočjo? Ja, za ene dve predavanji. Vprašanje na različne načine. Najprej to, kar sem že dejal, nekako prepoznavanje težav, recimo najbolj splošno, kar človek vidi, bojazen, strah. Ljudi je danes zelo strah. In kaj je prepoznavanje, kakšen strah je tu? Ali je neki plemeniti strah, ali pa je tisti bolestni strah, ne? Ko ne ve, česa se boji, ker smo tukaj imam človeka iz medijev, ki obtožuje medije, da predvsem širijo strah in negotovost in slabe novice in tako naprej in to nosijo ljudje v sebi, ne? In človek, ki ga določa strah, negotovost, ne? Je ohromel, je neustvarjen, je ne samo, da ni pogumen, ne? Ampak je zavrt človeka, ne? In tu se tudi v cerkvi lahko veliko naredi, ne? Če prisluhnemo, če nekako pomagam ljudem, da bi razumeli recimo evangelij, ne? In velikokrat se mi zgodi, da kdo pride, naj se malo pohvalim, ravno pred par nedeljami je prišla k meni po maši ena gospa, pravi, škoda, da nisem prej slišala te vaše pridige, koliko manj bi lahko rabila hoditi k zdravnikom, pa tako naprej, tako je nekako opogumilo, saj pač pa izjava je bila takšna, hočem reči, ne, kako je velikokrat dragoceno to preprosto, ne, pri maši, v spovednici, v osebnem pogovoru.
Potem pa druga stvar, kar je najpogosteje, ker tudi značilnost nas Slovencev, to pa vem kot družboslovci iz teh raziskav evropskih vrednot in raziskave svetovnih vrednot, da smo mi čisto na dnu po zaupanju. To se pravi, določa nas nezaupanje. In če je to ena izmed glavnih značilnosti, ne, potem je težko, potem so vsi odnosi, pa obljube, pa beseda, pa tako, postane vse krhko, vse zdrubljivo, ne, in nič nimaš se kam opreti. Ne. In tu se pravi, graditi zaupanje in sedaj v tem procesu nove evangelizacije, tako naprej, smo prav živo občestvo ali pa občestvo, živo, zdravo občestvo je tisto, kjer se gradi zaupanje med ljudmi. Zaupanje pa ne pade z neba, ni nekaj, kar na pamet lahko živiš, ampak se neprenehoma dan za dnem, uro za uro preverja in utrjuje ali pa ga ni. Tako morda, da ne bom predolg, dve takšni stvari sem apostrofiral. Hvala. Gospod Škamperle, vi ste ukvarjate se z umetnostjo. Povejte, če vam kdo omeni bolečina in pomislite pri umetnikih, veliko umetnikov, predvsem slovenskih, ustvarja iz bolečine. Italijanski umetniki, na primer, se veselijo, imajo drugačen temperament, ampak če pomislite na bolečino, vaša prva asociacija pri umetnosti je bolečina. Kaj vam kot osebi predstavlja v kulturi? Kaj bi bilo tisto nekako izpoved bolečine, ranjenosti? Kakšno delo mogoče, kakšen primer? Ja, v literaturi, v umetnosti nasploh, tudi med slikarji je veliko tega izraženega bolečine, tesnobe, soočanja s svetom, notranjih idej, napetosti, strahu. Se mi zdi, da je dr. Potočnik, prijatelj Vinko Potočnik, zelo dobro rekel in tudi sam opažam v naši družbi pomanjkanje zaupanja, neke vrste strah, ki je tudi pridobiva oblike nove, moderne oblike, zaradi spremenjenega stila življenja, poplave informacij, nekih novih formalističnih zahtev, ki nam jih servira družba, medijski prostor, svet, pred katerimi je človek malo preplašen, da ne bo stregel, da ne bo popoln, da ne bo dosegel tiste pričakovane absolutistične ravni. Ampak tako, bi rekel, da v osnovi so trije kriteriji. In se to odraža? To izraža tudi umetnost, seveda. To umetnost potem, ker je izraz, ker je glas, podoba svojega časa, zajetega v umetniške izraze, in v misli, v podobo, v besede, v pesniški nagovor. Ampak jaz bi rekel tako, eno je vera. Sej religija je nek sistem, ampak sloni na veri. In ta vera je, čeprav je kolektivna in je del religije, ampak vsaka vera je vedno tudi osebna. Že starš ne ve točno, kako naučiš otroka moliti, ampak potem gre otrok sam po svoji poti in ne veš ti, kako drugi zares čuti ob molitvi v sebi. Vedno osebni izraz do Boga, do tistega najvišjega. In to je prvi steber, ki pomirja človeka. Če je denar, nakupovalno središče, televizija nadomesti ta prostor, seveda se človek bolj preplašen, nemiren. Bog, vera. Prvi steber zaupanja. Potem je drugo, in tu pride umetnost, seveda samo zaupanje. Odnos človeka do, spet od otroških let naprej, skozi vse življenje, neko samo zaupanje, da človek zmore živeti. In tretji je zaupanje v svet.
tudi svet sam, ko imamo tako temo, tudi svet sam je ranjen, ni pa poln, ni cel, kot pravi cerkveni oče Avguštin, tudi sama stvarnost teži k nečemu, ker sama na sebi ni popolna, ker je ustvarjena. Ampak vendar, to se mi zdi, da mi premalo včasih poudarjamo. Svet je lep. Veste, sem vedno rad hodil v hribe in pogledi na gore in tudi pogledi z vrhov na svet človeka neskončno pomiri. S sabo, s stvarnikom in s svetom. Torej, zaupanje tudi v ta svet, ki je lep. In priporočiti, privoščiti to ali pa tudi dopustiti drugemu, da ima to veselje. In to potem ustvarja tudi neko zaupanje med ljudmi. Umetnik je pa tisti, ki je izredno občutljiv človek, ki čuti vse te robove, tudi trendovske, in jih seveda izraža, naj bo odštekana punk glasba ali pa recimo občutljiva poezija. Ali mislite, da umetnost lahko na en način zdravi, da pomaga pri tej transcendenci, da dviguje tega duha, da bi se preko umetniških del, preko umetnosti lahko stvari lažje pa hitreje razreševale? Seveda, saj to je na glavnih nalog umetnosti. Tudi sam skušam posredovati kot učitelj. Umetnost nas uči oblik čustvovanja. Umetnost s svojimi izrazi, poezija, literatura, slikarstvo, glasba, nas uči čutenja. Čutenja človeškega strahu, duše, ljubezni, lepote, smrti in nas uči čutenja, nas vzgaja pravzaprav skozi ta čutenja v odnosu do stvarstva in do bivanja človeka v času, v časovni zgodbi. Tako da je tu zelo pomembna naloga umetnosti za vse ljudi, ne samo za tistega, ki se mogoče tudi malo s tem zdravi, ampak za vse ljudi, ki imamo nek odnos do umetnosti. Umetnost je treba najprej ljubiti, da jo začenjamo razumevati in poznati. Da bi jo začeli razumevati in poznati, jo pa moramo ljubiti. Gospod Jože, pri vašem delu se verjetno srečujete velikokrat z perečimi težavami, predvsem zanikanjem. In če preberem iz Timoteja, prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker nočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Povejte, s temi vašimi osebami, pričevalci, velikokrat zabredete v te bajke, ki so umetno ustvarjene in jih nekako ustvarjajo nekateri? Nedvomno zanimivo, da je ravno ta svetopisemski citat sem pred dobrim tednom uporabil v nekem članku, ki še ni bil objavljen, tako da očitno veliko ljudi razmišlja na podoben način in išče odgovore na vprašanja tega zmedenega časa, prav gotovo. Mi smo zrasli v nekem smislu, vsaj v normativnem smislu državne ureditve, medijev, glavnega medijskega toka, ki je bil več kot 40 let in je sedaj ponovno skoraj popolnoma enostranski ali pa v glavnem pomenu enostranski. In podobno je bila tudi zgodovina in preučevanje te zgodovine. Tisto, kar je bilo resnično, je bilo velikokrat pod zavezo molka, tako na strani tistih, ki so stvari počenjali na napačen način, in na strani tistih, ki so bili žrtve. Ugotovljeno pa je, in to je psihoterapevtski termin, da je ravno molk tista lastnost človeške družbe, ki travme, najhujše travme v nekem narodu, če tako vzamemo, prenaša generacijsko naprej. Spravi, te stvari se prenašajo z molkom, ne pa kot obratno pravijo nekateri, tudi tle v mojem primeru, sej nekako že, ampak to ljudi razdvaja. Ljudi razdvaja laž, nikakor pa ne resnica. Seveda pa resnica vznemirja tiste, ki imajo pač z njo težave. To je pa gotovo, to je zmeraj tako bilo. Tako da, tudi če se lahko malo navežem na doktorja Potočnika, kaj je po mojem zdravilo zoper te bajke in zoper te iluzije.
so priče. Na eni strani imamo lažne preroke, ki so jih polni mediji, tako v popularni kulturi, v formiranju javnega mnenja, v politiki. Ti lažni preroki, če tako rečem, to je ta eskatološka dimenzija, ki nekje napoveduje konec sveta, pa ne mislim, da gre za konec sveta, ampak vendarle gre za ustvarjanje neke zmede. Ta je velikokrat predstavljena na nek sofisticiran način. Po drugi strani, po mojem primeru, če svoje izkušnje lahko povem, srečujem ljudi, preproste v izrazu, iskrene, ki jih lahko že otrok, predvsem če jih vidi v kombinaciji s sliko in tonom, že otrok ugotovi, ali so pristni, ali so iskreni, ali niso iskreni. Tukaj je velika prednost audiovizualnih del v primerjavi z pisnimi viri, ki so seveda tudi izredno pomembni. Tako da, tisto, kar bi se navezal, je, te ljudi je treba poslušati. Ne? In s tem, ko poslušamo njih, nekako tudi zdravimo te medgeneracijske travme, ki so se zaradi načina delovanja sistema, v katerem smo živeli, ki so se tako nesrečno prinesle na našo generacijo. In zdi se, pred desetletjem smo nekateri o tem govorili, ne da bi imeli neke praktične izkušnje, namreč, da se stvari še poslabšujejo. Pri nas smo imeli hudo okupacijo, imeli smo hude elemente državljanske vojne in še hujšo revolucijo. In te zadeve se na nek način, vojna že, ampak nek način se to delovanje, revolucionarno delovanje ni končalo, mogoče je bil nek predah, ki se, sploh tisti čutimo, ki smo tukaj mogoče bolj v enem smislu na udaru, to se spet obuja in to postaje izredno nevarno. In vidi se, da bolj kot nekako poskuša prodirati resnica, močnejša je laž. Spomnim se, ko sem s kolegi naredil ta film o Pedru Opeki, ki je prinesel neko veselje, neko olajšanje, neko pozitivno sporočilo, proti kateremu pravzaprav nihče, mislim, težko je karkoli proti, lahko rečeš, je narejeno tako drugače, ampak samo sporočilo zaradi narave človeka, o katerem govori ta film, je seveda en lep poskus in tudi uspešen poskus. In meni duhovnik v pozoru je rekel, pazi, veš, zdaj, ko je bilo toliko dobrega, pa jaz, mislim, nekako ne delujem v teh terminih hudič, zlo, satan in tako naprej, ampak sem se zamislil in rekel, zdaj pa moraš pričakovati tudi udarec satana. No, kakorkoli v nekem smislu, vsaj z repom nekoliko zamahnil. Tako da dejansko se bije bitka med dobrim in zlim in posredi so mediji, mislim, da je bil dr. Potočnik posebej kritičen do njih in ne glede na to, da sem medijski človek, pa človek iz medijev, se s tem strinjam. Ni to samo slovenski problem, ima pa v Sloveniji zaradi narave stvari in te medijske nepluralnosti ima še dodatne negativne pospeške. Namreč, pred 20-30 leti smo vedeli uradno manj, mediji so bili seveda bolj zaprti, ni bilo interneta in vsega tega. Uradno smo vedeli manj, tudi uradnih informacij ni bilo, razen tisto, kar je šlo skozi državne medije, ampak dejansko smo vedeli več, oziroma ljudje, naši predniki, naši starši so vedeli več, ker so se tudi zanimali za poanto, za glavne teme, za neko držo, ki jo je takrat imela politika in tudi za razmere v družbi. Sedaj, ko lahko s preprostim telefonom, tako opevani informacijski dobi, prideš praktično do katerekoli morda nepreverjene informacije na svetu, sedaj pa v bistvu ljudje vedo malo, oziroma ne malo, še huje, tako so zmedeni, da vedo oziroma se orientirajo napačno. In tukaj je en vznik sodobne družbe, ki vodi v zmedenost in seveda ena od izhodišč zmedenosti je tudi negotovost in za njo je tudi strah. Strah pa je eno osnovnih vodil vsake oblasti, tudi globalne oblasti. Če bi bili malo samokritični, bi lahko rekli, da je vsaj v tem janzenističnem duhu tudi cerkev včasih zelo pritiskala oziroma izpostavljala to bogaboječnost, da je na ta način seveda obvladovala sceno tistega časa, ne samo versko, ampak tudi posvetno. Zdaj pa zanka, jaz mislim, da je ravno ta informacijska doba z mnoštvom informacij, pri katerih je povprečen človek zmeden, da ne zna in ne zmore odbrati tistih, ki so dejansko pomembne in tudi tistih, ki so resnične. Hvala, gospod Možina. Mogoče, gospod Potočnik, bi se odzvali predvsem na to
zmedenost, mogoče tudi v naši kulturi, kultura molka, še vedno živimo v tej kulturi molka, je cerkev na določenih nivojih še vedno v stanju zanikanja, to pa ni dobro, to pa ne spada v cerkev, to pa je potrebno še počakati. Kako vi vidite te izzive kot duhovnik? Vse, kar trdim, je delno samo res, ne? Ker če rečem, da je tako, moram istočasno reči, da ni vedno tako, ne? Ja, je velikokrat ta prizadetost, recimo, nedavno sem slišal, da je v enem župniji se eni članici župnijskega sveta zrušila družina, mož je odšel z mlajšo, tako so rekli. Ne? In potem, ko je bila seja župnijskega sveta, je župnik tej gospe rekel, zdaj pa ne boš mogla biti več članica župnijskega sveta, ker si ločena. Ne? In to se pravi, so take stvari, da eno veliko ranjenost nekdo še posoli, ne? In še doda, še potem neko izključenost, ne? In potisk na obrobje ven iz skupnosti. Ne? Mislim pa, da je takšne prakse, ne? Ko je bila včasih, je bilo kar precej ljudje, marsikdaj povedo, kaj so doživeli. Tudi, recimo, so znane študije po svetu, da je veliko ateistov, pa recimo v bivših socialističnih režimih članov partij bilo prizadetih ministrantov nekdanjih, kot so doživeli neko krivico in tako naprej. Mene je celo v Rimu mentor nagovarjal, da bi o tem napravil doktorsko študijo, ne? Pa takrat ni kazalo, da bi lahko prišel še v 70-ih letih, da bi lahko prišel do virov. Ne? Bi mi to povedali dotične osebe, potrdili hipotezo in tako naprej. Ne? Se pravi, je bilo veliko take prakse. Mislim pa, da se ta praksa spreminja in zelo spreminja. Ne? In papež Frančišek je ob zaključnem govoru sinode, tam ne vem, mnogi ste brali tiste famozne njegovo opozorilo na skušnjave, ki so vladale v teh 2 tednih sinode, ki so napadale sinodalne očete. In v tistem je tudi rekel, ne, da na eni strani je opozoril na rigoroznost, na zaprtost in tako naprej, vse izključiti, ki niso v skladu z recimo katoliškim gledanjem na družino. Na drugi strani je pa opozoril na eno nevarno dobroto in dobrotljivost, ne? To se pravi, se popolnoma prilagoditi temu času in svetu in ne več razločevati, kaj je eno, kaj je drugo. Ne? In to razločevanje, se mi zdi, prihajamo do tega, pomena tega razločevanja in pri tem pa res, ko gre za razločevanje, ne pa obsojanje, ne pa izključevanje, ne pa napraviti nalepke na določene skupine ljudi. In tako se mi zdi, da bi, tako vidim jaz to situacijo, da seveda pri tem pa verjamem, da je krščanski pogled, evangeljski pogled na družino, zdaj, če bi tako sociološko rekel, tukaj smo 3 družboslovci, ne, in mislim, da je krščanski pogled na družino edino tisti, ki lahko reče družboslovno, da je katoliška družina si prizadeva, da bi bila institucionalizacija zapovedi ljubezni. Ne? Se pravi, institucionalizirati, se pravi, napraviti scenarij, ki bi mi skušali potem živeti, ki v jedru skuša uresničevati
Jezusovo zapoved ljubezni. To je pravzaprav tudi naloga celotne cerkve. Hvala. Gospod Škamperle, že v renesansi se je začelo neke vrste to razločevanje. Takrat so bili nekateri na obrobju, danes so na obrobju. Glede na to, ko greste skozi zgodovino, ko preberamo različne zgodbe svetnikov, umetnikov, kaj menite, kaj se je bistveno spremenilo? Je kakšna razlika? Ja, evropska zgodovina. Zdaj, živimo v dobi globalizacije, ali pa mogoče bolj pravilno bi rekli neke planetarne dobe, in začetek te planetarne dobe je novi vek. Odkritje Amerike, Krištofa Kolumba, 15. 16. stoletje, prejadrani oceani, Magellan okrog Zemlje, in potem se to nadaljuje do danes z novimi izzivi. Seveda, tudi z renesanso se začne individualizem, ki je danes dosegel svoje vrhunske izraze individualnosti, samoljubnosti, samozadostnosti. To je imela stoiška etika, krščanstvo, ne, v tem sta se razlikovala, krščanstvo podarja drugega, odnosnost do drugega. Danes je seveda ta individualizem, samocentrizem, samozadostnost nekje na vrhuncu. Hkrati pa, to tudi, ker smo tukaj sociologi, družboslovci ugotavljajo, kako se hkrati pa s tem oblikujejo nove oblike črednosti. Črednosti, pa tudi nekakšne, nekaj starejši ljudje se boste dobro spomnili, so bili včasih še marksistična teorija, razredna zavest, razred, sloj, razred, delovski razred gospodarjev, kapitalistov. To je danes tudi že pa se je minilo, ne? In so nove oznake, ki se mi zdi zelo posrečene za te skupnosti čredništva ljudi, roj mrčesi, roj čebeli. Vse, če gremo v BTC, City Park, vidimo, malo slikamo te ljudi, se obnašajo vsi kot na roje. Tako da to je zdaj nek 21. stoletje, vrh tega novega veka, ne vemo, kako bo šlo naprej, verjetno možnost nekega novega humanizma bi se morala vzreti, razviti neko planetarno, zemeljsko zavest, s tem povezano odgovornost in pa mojem še vedno to, ne, kar je jedro religioznega nauka, vere, da človek sam sebi ni zadosti, ni dovolj, da po svoji naravi stremi k neki presežnosti. Zato na vsezadnje tudi sodobni človek, ko imamo vsega dovolj in tega obrobja, seveda nastajajo nova obrobja, ampak po eni strani nove revščine, nova obrobja, materialni napredek ni zadovoljil ljudi. Zakaj ne? Očitno je to premalo. Tudi poplava informacij, kar sta kolega govorila, tudi kolega Možine je rekel, poplava informacij v resnici povzroča po drugi strani, da še manj vemo. Veliko informacij še ne nosi razumevanja. Večja količina znanja ne pomeni, da jaz razumem, da imam več razumevanja. Hkrati pa strategija oblastnih struktur, Slovenija, poseben primer, verjetno se bomo še vrnili k temu, ampak mogoče še nekaj misli, nekaj stavkov na splošno modernem svetu danes, ki se dogaja neka nova urbanizacija planeta, sveta in oblike novega tveganja, negotovosti, razdraženosti kot nove oblike ljudi in to bi rad poudaril vedno bolj na delu pretanjeno, mlajša generacija je tu povsem nezaščitena, ranljiva, upravljanja s človekovimi željami. Ne gre toliko, da bi bil tam oblast, centralni komitej, partija ali pa tam recimo kralj, diktator, ampak upravljanje z zelo prefinjenimi medijsko-informativnimi mrežami s človekovimi željami. Se pravi, ne gre za to, da bi nova proizvodnja, novi tehnični dosežki zadovoljili človekove potrebe na boljši, lažji način, cenejši način, kakor v preteklosti. Ampak ustvarjajo predmete in potem človeka spomnijo, zdaj pa to rabiš. Se pravi, da preko
novih izdelkov vplivajo, so ustvarjajo, spreminjajo človekove želje in s tem potrebe. Zdaj se tako spomnim, tukaj tudi kolega Vinko in teolog, recimo prilika iz prve Mojzesove knjige, Adam in Eva, prepovedano drevo spoznanja, sadež, zapeljiva kača, ki lepo govori, in potem poskusita, ne bo umrla, ne bosta, kar poskusite. In potem Eva ugotovi in da že Adamu razvidjeno zame, kaj? Da je sadež. Lep za pogledat, za oči. Dober za jed, okusen in vreden poželenja, vredno ga je imeti. 3 vrata, 3 osnovna vrata. Izložbe, reklame, oglasi, lepo za oko, dobro za imeti na sebi, pojesti, potipati, nositi in vredno imeti, to moraš imeti. Novo čistilno sredstvo, to ga zdaj rabiš. Zelo dobra reklama, ki vrajo. So te prilike včasih prav zelo moderne. Kaj bi pa vi rekli, kaj je to največje zlo v današnjem času? Egoizem, nespoštovanje? Kaj vi opažate pri svojem delu, da je tisto? Ja, jaz opažam tudi kot pravijo, recimo filozof iz Italije, psihologa Limberti, seveda preobilje informacij, ki pa vzroča neko, po eni strani tudi razdraženost, taka tovara izraz, hkrati pa neko vseenost, kar je lepo, se ne vem, ali se je zdaj poniknila, nekaj časa bila zelo aktualna pri mladih besedica itak. Ja, itak, ne. A veš, že je skočil s 3. nadstropja? Ja, itak, ne, itak. Zdaj neka vseenost, pravi, neko pomanjkanje uživetja, navdušenja, vse je itak, vse dostopno. Se pravi, in to, veste, to zakrni mlado, sploh pa mlado osebo. Ne? Pomanjkanje navdušenja, poskusa, zavirovanj, preobilje informacij, dostopnost in neke vrste nihilizem, kot ga omenjata profesor Galimberti, njegova žena pokojna je bila Slovenka iz Gorice, zdaj v pokoju profesor, govori o novem nihilizmu mladih, o tej vseenosti ali nihilizem, vse v slovenščini njegova knjiga Grozljivi gost ali Tesnobni gost, nihilizem med mladimi. Se pravi, pomanjkanje navdušenja nad duhovno, pa lahko tudi stvarmi duha, umetnosti, narave, razdraženost in seveda potem selektivni izbor. Se pravi, da znaš ločiti, jaz sem iz Trsta, tam se je bilo treba že znati odločati glede jezika, besed, poti, katere stvari so vrednejše, bolj pomembne, katere manj. Tudi ta selektivni izbor, kot pedagog, zdaj govorim, kot človek, učitelj, to je vedno težje. Gospod Potočnik, kaj vi menite, kaj so največje zlo, mogoče stanje duha v vaši župniji, kjer se vi gibljete v različnih župnijah, mogoče samo primer posameznikov, ko opažate, najbolj pogosta? Ja, zlo ima zelo različne, tako kot je že kolega Igor oznanil, zelo različne obraze, ne, tudi zelo prijazne, ne, pa se potem včasih izkaže, da je to veliko zlo, ne. Jaz pravzaprav ne razmišljam toliko o zlu. Se nekako od te hudičologije pa tako naprej malo odmikam. Ker tisti, ki veliko o tem govorijo, dajo temu zlu veliko prostora. Ne. In bolj rajši pristopam k ljudem in tudi čisto imam razlog za to, da jih občudujem. Kaj so vse pripravljeni narediti, kaj so zmožni, ne? Recimo tam na vas je, ko so vrženi v to kulturo, našo moderno kulturo, ne? In vidim, ne, recimo, kako so ti ljudje na nek način zahtevni. Niso več kar, da bi bili kar za vsem
zadovoljni, hočejo nekaj imeti od tega življenja. Ne. In zdaj pa pridejo naproti različne. Tu je, se mi zdi meni, velik problema, ne, ki so razni nadomestki za to, kaj bi oni radi bili, ne, in razne obljube, tako kot že v raju. Ne. In to razločevanje, to kritično branje realnosti, bi jaz rekel, ne, pa neka refleksija. To se mi zdi, da je od študentskega verouka, ki sem ga imel, oziroma teh študentskih večerov, pa drugega, je največ v redu, da smo to delali, česar se mi zdi, da je največ pomankanja, da ljudje ne reflektirajo, ne razmišljajo o svojem življenju, oziroma tako nekako gledam na to množico informacij, ki prihaja do nas. Sama po sebi ni nekaj morda niti slabega, ampak preden jaz zavzamem neko stališče do tega, kar pride do mene. Ni treba, da ravno kritično stališče, ampak da je moje stališče in s tem postajam odrasla oseba, ne? Če imam svoje mnenje. Ne? Preden to naredim, že pride in to prejšnjo informacijo, ko še ni dozorela, ne, že prekrije druga in tretja in tako naprej in sredi, in tako razumem to zmedenost današnjega časa. Ne. In informacije iz ene in druge stvari, vseh barv, ne, ki prihajajo k meni in potem se pa človek, se pa ti ljudje, človek z ceste, neobičajen človek, ne pač oprime po nekem nagibu, spet smo pri čustvih, po principu ugodja in tako naprej, po neki obljubi tistega, kar je ali najbližje, ali najglasnejše, ali najbolj prijetno za pogled in tako naprej. In tu prihaja do velikih težav. In jaz vidim, da bi morali spet čas, da bi šli ven čas razsvetljenstva, prosvetljenstva, da bi se osvetlili vse to v sebi in kaj prihaja do mene in kje sem in kaj želim in tu se mi zdi, da je eno veliko področje. Drugo pa je, kar doživljam, recimo tudi, nisem še nič rekel, ker vsi veste, da prihajam iz Mariborske nadškofije, pa je problem vodenja občestev ali skupnosti ali tako naprej. To se mi zdi, da je ne samo na državni, pa na najvišji ravneh, ampak do družine in tako, do manjših skupnosti. Problem voditeljev in sodobnega vodenja, ne, in modernega vodenja, bi rekel. Ne, in v Mariboru, če bi imeli recimo kvalitetno vodenje, da bi bila vizija, pa jasni cilji, pa da se vedno pot k tem ciljem preverja, ne, se to ne bi moglo recimo zgoditi nekjer, ne. In ker tega ni smo še precej nosimo v sebi tega, kot so rekli, socialističnega človeka, oziroma še boljše homo sovietico, so včasih rekli, ki še v nas nekje ždi, ali to se pravi nekega prečiščenja in tako naprej, neke katarze teh stvari. Jaz in za vsakega je to dobrodošlo, ne? In to je spet povezano z refleksijo in tako naprej. In če bi ta kultura vodenja na vseh ravneh se povečala, ne, in potem jaz mislim, da bi vzpostavljali, potem bi jaz verjel, da je možno polno teh stvari boljše reševati. Hvala. Gospod Jože, vi v svojih oddajah prižigate luči, dajete primere dobrih vodij, kot je na primer bil naš Pedro Opeka. Je težko dobre novice poslati v svet, da so slišane, da jih ne takoj poteptajo te črne, sive? Ja, to je dejansko težko. Večinoma se vsi pritožujejo, ne rečem pritožujemo, na tem, kako so naše poročila in naši mediji polni slabih novic in črne kronike vsega tega. Hkrati
pa si priznamo, lahko si priznamo, da ravno zaradi tega mi vse te novice in medije konzumiramo. Ne govorim zdaj v nas tukaj v dvorani, ampak nasplošno še noben medij na svetu ni obstal zaradi dobrih novic, ampak vsi zaradi slabih. Recimo te velike medijske hiše, kot so CNN, BBC, ki so tudi globalne, njih rešujejo, ne vem, zalivska vojna, vojna v Iraku, teroristični napad 19 in tako naprej. Tudi pač ta žalost, da ljudje raje gledamo oziroma raje spremljamo slabe novice. Tukaj je prišlo do absurda. Dobro, tudi slabe novice so relevantne, ker nam pomagajo razumeti stanje stvari in so del pač enega razsvetljenja, tudi neke modrosti v enem smislu. Tukaj je prihajalo do nekega absurda, do neke hiperprodukcije novic, ki se je bil pred skoraj 15 leti nekako v ZDA. Takrat je bila ena glavna novica proces proti O.J. Simpsonu, to je bil neki igralec, ki ne bi moral svojo ženo ali celo je. In poslušajte, to so vsi državni, nedržavni, vse televizije poročale samo o tem, vsako uro poročila o tem. In so bili Američani zelo užaljeni, ko smo jim rekli, ljudje iz Evrope, ker takrat pri nas ni bilo na ta način, da je to absurd, da to poneumlja ljudi. Potrebuješ neko informacijo, ampak preinformiranost pomeni, da mogoče tudi svoje probleme odmakneš in uživaš v neki projekciji držav nekoga drugega. To se pač tudi stalno dogaja. Tako da, ja, bi odgovoril, da ja. Bi si mogoče lahko gledali sedaj ta vaš posnetek kot primer? Glejte, tako je, ne. Kolega sta imenitna znanstvenika, ki sta napisala knjige in študije. Zdaj, pri meni je res narava stvari taka, da se preživljam z obdelovanjem videomateriala in pametnih stvari, ki nam jih uspe posneti. Tako za temo, ki ste jo pač izbrali, za temo obrobja in ranjenih občestev, sam razmišljam o tem, da na nacionalnem nivoju je pač ta ranjenost, ali pa ena zelo pomembnih ranjenosti izvira iz časa druge svetovne vojne in nesoočenja s problemi, ki jih je ta prinesla, predvsem zato, ker smo imeli režim, ki je to vojno nadaljeval še po vojni in jo poskušal v nekem smislu še do današnjih dni. In zdi se mi prav ljudem dati, tem ranjenim občestvom, dati možnost, da govorijo, ne morejo vsi, ampak vendarle, da nastopijo, se s tem, ko nastopijo, ko pričujejo, se vzpostavlja neko ravnovesje, da iz obrobja prihajajo nekako v središče stvari, da so njihovi problemi relevantni, tudi na ta način tudi pridobijo večjo samozavest.